projektom ambasadorja slovenskega gospodarstva bomo nadaljevali tudi v prihodnje. V po-covidnih časih bo promocija slovenskega gospodarstva in pomoč slovenskim podjetjem pri vstopanju na tuje trge še toliko bolj potrebna. Zato računamo, da bomo slovensko gospodarstvo na strateških izvoznih investicijskih trgih pozicionirali in skušali zgraditi neko obliko zaupanja, da bo zanesljivo poslovno okolje, v katerem slovensko gospodarstvo deluje, tudi atraktivno za druge potencialne investitorje. Poleg tega bomo na prioritetnih trgih izvajali različne promocijske dejavnosti in aktivnosti v sklopu številnih skupinskih sejemskih nastopov, mednarodnih projektov in mednarodnih tujim kupcem in potencialnim investitorjem predstavljali Slovenijo in njene konkurenčne rešitve. V to bomo aktivno vključeni tudi današnji zbrani ambasadorji slovenskega gospodarstva. Mi imamo že sprejeto strategijo tako seveda investicij in pa seveda tudi specializacije in seveda tudi internacionalizacije v prihodnje. Tukaj tudi lahko povem, da če nekako nam tudi Evropa kot taka govori, da moramo biti zeleni, digitalni pa krožni, pa jaz mislim, da slovensko gospodarstvo, podjetnice, podjetniki, mala, srednja in tudi velika podjetja so že z odzivom na ta projekt 41 novih ambasadorjev, na katere smo seveda izjemno ponosni, dokazujejo, da Slovenija je zelena, kreativna in pa tudi seveda zelo pametna. Ja, tako je. Trajnostni razvoj pa je živa stvar in se jo je potreba nadgrajevati, tako da je to neprestano v naših načrtih in vsaka razvojna naložba ali pa načrt vsebuje tudi elemente trajnostnega razvoja. Poglejte, Eles svojo osnovno dejavnost je že od nekdaj močno vpet v mednarodno okolje. S Spiritom imamo zelo pozitivne izkušnje na projektu NEDO. Ne smemo pozabiti, da je bil Spirit tisti, ki je, bom rekel, tresiral pot japonski razvojne agencije NEDO davnega leta 2011, Eles je potem to implementiral. Biti ambasador slovenskega gospodarstva ne more biti vsak. Za mene je to, sem kot direktor družbe Eles na to ponosen in seveda pričakujem, ker kup znanja, ki smo ga usvojili v zadnjih 10 letih na področju strateških inovacij, skušamo prodati tudi na tujih trgih in mislim, da je Spirit pravi partner. Podjetje Biosistemika razvija inovativne rešitve za digitalizacijo laboratorijev. Mi razvijamo svoje lastne produkte in pa tudi programsko opremo za proizvajalce laboratorijskih instrumentov in pa tudi svetujemo pri digitalizaciji laboratorijev. Naši produkti so sad dela interdisciplinarne ekipe in zato so prilagojeni oziroma uporabniku prijazni in pa obenem tudi omogočajo bolj trajnostno delo v laboratoriju. To se pravi manj uporabe papirja, manj uporabe kemikalij in pa bolj učinkovito, bolj produktivno delo. In ravno to je tisto, kar sledi tem svetovnim trendom Green Creative Smart, zato smo se odločili, da se prijavimo na Spiritovo pobudo kot ambasadorje slovenskega gospodarstva. Pri nas v Varisu velja eno vodilo. Mi ne rečemo, da se zadeve ne da. Mi rečemo, da se. Vse se da. Če ne bomo mi rešitev našli našemu kupcu, jo bo našla konkurenca. To vodilo nas je tudi pripeljalo med tega, da smo postali evropski vodilni proizvajalec gotovih kopalnic. Delamo za najprestižnejše hotelske verige, za najboljša in za največja gradbena podjetja. Biti ambasador slovenskega gospodarstva je za naš čast. Je pa tudi odgovornost. Odgovornost v tej smeri, da kot Varis ponesemo v svet, da Slovenija in njeno gospodarstvo dela zeleno, pametno in trajnostno, ustvarjalno.